V trenutni situaciji na Bližnjem vzhodu se reka Evfrat še naprej sooča z drastičnim upadom vodostaja, kar neposredno vpliva na milijone ljudi v Siriji in Iraku, ki so od nje odvisni zaradi oskrbe z vodo, kmetijstva in vsakodnevnih potreb. Po podatkih Združenih narodov in drugih okoljskih poročilih so huda suša, podnebne spremembe ter obsežna uporaba vode za namakanje in jezovne sisteme v zgornjih državah nekatere izmed glavnih razlogov za upad pretoka reke Evfrat. Na nekaterih območjih je voda tako močno upadla, da so se pojavila nekdanja potopljena rečna korita in stare geološke formacije. Zaradi tega obstajajo poročila in viralne trditve na spletu o nenavadnih luknjah ali strukturah, ki naj bi se premikale pod površjem, ko se pojavljajo. Kljub temu pa strokovnjaki pravijo, da je večina teh pojavov lahko naravni rezultat erozije, plazenja tal in dolgotrajnega upadanja vode, ter da za zdaj ni neodvisnih dokazov, ki bi potrjevali kakršnokoli nadnaravno ali nenavadno razlago. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga, zato začnimo. V širšem kontekstu je reka Evfrat eden najpomembnejših vodnih sistemov v regiji in že dolgo predstavlja središče vodnih virov za države, ki so od nje odvisne. Nenehno upadanje vodostaja ni le okoljsko vprašanje, temveč tudi geopolitična skrb, ki vpliva na stabilnost celotne regije. Ko vstopimo v globje dele rečnega sistema Evfrata, se pojavi bolj zapletena slika tega območja. Ne le kot reka, temveč tudi kot geološki in zgodovinski koridor, ki postopoma razkriva prej skrite podzemne formacije zaradi upadanja vodostaja in erozije. Po poročilih iz geoloških in arheoloških opazovanj v regiji reke, kot je Evfrat, naravno prehajajo skozi procese sesedanja bregov, premikanja sedimentov in nastajanja jam že tisoče let. Ko se nivo vode zniža, postanejo votline in zunanje strukture bolj vidne, ki so morda dolgo časa ostale skrite pod zemljo. Tukaj pride do hitrega širjenja interpretacij na spletu. Obstajajo skupine, ki takšno odkritja povezujejo z besedili iz Svetega pisma, zlasti iz knjige Razodetja, kjer je Evfrat omenjen kot del simbolične pripovedi o sodbi in podobah konca časov. Vendar pa po mnenju številnih bibličnih strokovnjakov so takšni odlomki pogosto simbolični in niso neposredne geološke napovedi ali sodobni fizični dogodki. Obenem se v zgodovinskih zapisih pogosto omenja tudi starodavni Babilon, mesto, ki se je nahajalo v bližini reke Evfrat. Po zgodovinskih virih, kot je Herodot, in sodobnih arheoloških raziskavah, so v času Kira Velikega leta 539 pred ž.N.Š. uporabili naravni rečni sistem kot del vojaške strategije pri padcu Babilona. Poročali so, da so spremenili tok Evfrata, da bi vojaki lahko vstopili v mesto, skozi rečna vrata, ko je bila voda nizka. Po svetopisemskih besedilih, kot sta Izaija 44. in 45. poglavje, so deli prerokbe, ki omenjajo izsušitev vode in vlogo Kira kot orodje za vrnitev Izraelcev iz izgnanstva. V akademskih teoloških študijah se to obravnava kot primer presečišča zgodovinske pripovedi in verske interpretacije, pri čemer tega ne berejo vsi kot dobesedno napoved sodobnega razvoja. Na splošno reka Evfrat še naprej ostaja središče povezovanja zgodovine, religije in naravoslovja, kjer dejanske geološke spremembe pogosto vodijo do različnih interpretacij in širših razprav o preteklosti ter njenem pomenu za sedanjost. Po zgodovinskih in arheoloških zapisih se nekateri podatki o Kiru Velikem ne nahajajo le v Svetem pismu, temveč tudi v nesvetopisemskih virih. Eden najbolj znanih primerov tega je Kirov val, starodavni artefakt, ki se trenutno nahaja v Britanskem muzeju. Napis na njem govori o Kirovi politiki, da je dovolil razseljenim ljudstvom vrnitev v njihove dežele in ponovno izgradnjo njihovih templjev. Z vidika zgodovinarjev je to pomembno, ker je eden prvih dokumentiranih primerov zgodnje politike verske strpnosti v tako imenovanem starodavnem svetu. Zaradi tega zgodovinarji padec Babilona pogosto vidijo kot kombinacijo vojaške strategije, političnega trenutka in izkoriščanja naravnih rečnih razmer, ne le kot preprost boj, temveč kot veliko bolj zapleten dogodek v zgodovini imperija.
Po verski interpretaciji, zlasti v nekaterih krščanskih naukih, se takšna zgodovinska ujemanja pogosto razlagajo kot del širšega vzorca izpolnitve prerokb. Vendar pa po mnenju akademskih bibličnih strokovnjakov je pomembno ločiti zgodovinske dokaze od teološke interpretacije, da bi se izognili mešanju dejstev in branja, ki temelji na veri. Po teh razpravah se pozornost ponovno usmerja na reko Evfrat zaradi novih trditev na spletu o velikih podzemnih strukturah, ki naj bi jih odkrili pod njo. Po mnenju geologov in arheologov, ki preučujejo rečne sisteme, so takšne formacije lahko rezultat naravnih procesov, kot so sesedanje sedimentov, podzemna erozija in dolgoročne spremembe toka vode, še posebej v starih rečnih strugah. Po drugi strani pa obstajajo interpretacije v nekaterih verskih krogih, ki povezujejo Evfrat s simboličnimi deli knjige Razodetja. Posebej se omenja 4 angele vezane ob Evfratu. Vendar pa po mnenju številnih teologov takšno besedilo običajno berejo kot apokaliptični simbolizem, ki izhaja iz literarnega sloga tistega časa, in ne kot dobesedno geološko ali sodobno geološko razumevanje. Po trenutnih raziskavah strokovnjakov ni neodvisne arheološke potrditve, da bi bila odkritja v Evfratu neposredno povezana z vsebino apokaliptičnih besedil. Večina poročil ostaja špekulativnih in jih še ne podpirajo recenzirane ugotovitve. Po mnenju številnih bibličnih strokovnjakov takšna besedila spadajo v žanr apokaliptične literature, ki običajno uporablja simbolične podobe. Za izražanje ideje o sodbi, spremembi sveta in moralnem opozorilu starodavnim skupnostim. Na sedanji ravni znanja v arheologiji in geologiji prav tako ni neodvisnih znanstvenih ali arheoloških dokazov, ki bi potrjevali obstoj odkrite zapečatene komore ali masivne podzemne strukture pod reko Evfrat, povezane z vsebino apokaliptičnih besedil. Takšne trditve, ko se pojavijo na spletu, pogosto ne gredo skozi recenziran postopek preverjanja in ostajajo špekulativne ali del interpretativnega pripovedovanja zgodb na internetu. Po drugi ren pa je reka Evfrat sama po sebi zgodovinsko pomembna, saj so se ob njej razvile nekatere najstarejše civilizacije na svetu, vključno z Mezopotamijo. Po arheoloških raziskavah so mesta v tej regiji uporabljala rečne sisteme za kmetijstvo, transport in obrambne strategije. Zaradi tega je povsem naravno, da je mogoče najti veliko starodavnih struktur in plasti človeških naselbin. Okoli reke je posebej v Iraku in Siriji, vendar pa prisotnost starodavnih mest in arheoloških ostankov ni isto kot sodobne interpretacije nadnaravnega ujetništva ali apokaliptičnih fizičnih struktur. Na področju arheologije so veliki podzemni prostori na takšnih območjih običajno povezani z naravnimi jamskimi sistemi, starodavnimi vodnimi kanali ali umetno zgrajenimi predori, ki so imeli v tistem času praktičen namen. Po zadnji analizi strokovnjakov je velik izziv pri takšnih pripovedih ločevanje empiričnih dokazov od simbolične interpretacije. Evfrat lahko še naprej ostaja središče verskega pomena in kulturne domišljije. Vendar pa morajo biti z znanstvenega vidika trditve podprte z jasnimi arheološkimi dokazi, preden jih lahko štejemo za dejansko odkritje. V tem kontekstu se razprava poglablja ne zaradi dejanskih novih dokazov, temveč zaradi nenehnega prepletanja zgodovine, vere in sodobnih informacij v digitalni dobi. Po mnenju strokovnjakov za arheologijo in biblične študije, apokaliptična besedila, kot je knjiga Razodetja, sodijo v žanr, ki uporablja simbolni in pesniški jezik za izražanje idej o sodbi, zgodovinskih pretresih in duhovnih opozorilih za starodavne skupnosti. Z tega vidika je pomembno vedeti, da se interpretacija takšnih besedil razlikuje glede na teološki, tradicionalni in akademski pristop. Na področju arheologije pa poročila, ki trdijo, da obstajajo napisi ali strukture sob, ki neposredno ustrezajo apokaliptičnim opisom, še niso podprta z verificiranimi, recenziranimi ugotovitvami iz legitimnih izkopavanj v regiji Evfrata. Podzemni prostori, ki jih najdejo na takšnih območjih, so običajno povezani z naravno geologijo ali starodavnimi človeškimi strukturami, ki so imele praktičen namen, kot so skladišča, vodni sistemi ali grobišča. Vendar pa so za verske skupnosti takšne vrste pripovedi pogosto postanejo leča, skozi katero ponovno berejo stare prerokbe v kontekstu sodobnega sveta.
Po mnenju teologov je takšno branje del širše tradicije apokaliptične interpretacije, vendar to še ne pomeni, da se to samodejno šteje kot fizični dokaz dobesednega izpolnjevanja prerokbe. V širšem pogledu ostaja območje reke Evfrat pomembno za preučevanje tako imenovane starodavne civilizacije, geopolitike in okoljskih sprememb. Trenutni znanstveni diskursi osredotočen na pomanjkanje vode, podnebni stres in njihov vpliv na prebivalstvo Sirije in Iraka. Vprašanja, ki so jasno dokumentirana strani mednarodnih organizacij, kot sta Združeni narodi in Svetovna banka. Kar se tiče svetovnih konfliktov, nekateri politologi in zgodovinarji obravnavajo moderno dobo kot obdobje visoke stopnje medsebojno povezanih konfliktov, vendar to ne velja za neposreden dokaz kakršnega koli posebnega prerokovanja. V akademski analizi je povečana vidnost konfliktov pogosto posledica globalnih medijev, geopolitične zapletenosti in tehnološko pospešenega širjenja informacij. Na splošno so interpretacije o Evfratu in apokalipsi različne. Apokaliptični odlomki ostajajo na stičišču verovanskih sistemov, zgodovinskih študij in sodobne dinamike informacij, kjer se pomen spreminja glede na perspektivo, ki jo uporablja vsaka skupina. 20. stoletje pogosto štejejo zgodovinarji za eno največjih prelomnic v zgodovini sodobnega vojskovanja. Prva svetovna vojna in druga svetovna vojna nista bili več zgolj lokalni spopadi, razširili sta se na številne celine. Vpletenih je bilo izjemno veliko držav in za seboj sta pustili ogromno število žrtev tako med vojaškim kot civilnim prebivalstvom. Po zgodovinskih zapisih in ocenah strokovnjakov je skupno število umrlih v obeh vojnah doseglo več 10 milijonov. To je prav tako povzročilo propad imperijev in večkratno preoblikovanje svetovnega političnega reda. V današnjem času tehnologija spreminja način, kako svet vidi konflikte. Po mnenju mednarodnih opazovalcev in medijskih strokovnjakov, vojske in napetosti niso več omejene le na lokalno raven. Preko interneta in poročanja v realnem času so novice iz Ukrajine, Bližnjega vzhoda, Afrike in drugih regij takoj dostopne celemu svetu. Zaradi tega je občutek globalnega konflikta vse bolj stalen. Po poročilih Združenih narodov in drugih nadzornih organizacij, čeprav ni nove svetovne vojne, se je povečalo število vrst spopadov, kot so državljanske vojne, posredniški konflikti, terorizem, kibernetsko vojskovanje in hibridni konflikti, ki niso več omejeni na tradicionalno bojišče. V takšnem kontekstu se informacije širijo še hitreje, vključno z dezinformacijami in špekulativnimi poročili, ki včasih še povečajo globalne napetosti, čeprav dejansko stanje na terenu še ni potrjeno. Na področju verske interpretacije nekateri učenjaki in verniki gledajo na Matej 24 kot na apokaliptični govor, ki obravnava vzorce nemirov in negotovost v človeški zgodovini. Vendar pa se v akademski teologiji to pogosto bere kot splošna moralna in zgodovinska opozorila, ne kot natančna časovnica sodobnih dogodkov. Hkrati pa obstaja še en pogosto omenjen tekst iz drugega pisma Timoteju, ki govori o tako imenovanih poslednjih dneh, kjer je opisan spreminjajoče se vedenje in vrednote ljudi. Po znanstveni razlagi so takšna pisma odraz družbenih razmer v času pisanja in jih je mogoče uporabiti tudi kot moralni razmislek v različnih zgodovinskih obdobjih, vključno sodobno dobo. Sociologi in kulturni analitiki pogosto posvečajo pozornost spremembam vrednot in vedenja ljudi v 20. stoletju vse do danes. Nekateri najpogosteje omenjeni so porast sebičnega vedenja, ponos, pomanjkanje hvaležnosti in oslabitev močnih družinskih vezi. Po nekaterih družbenih raziskavah to ne pomeni, da so te nove navade res nove, ampak so zdaj bolj opazne zaradi večje vidnosti družbenega vedenja v digitalni dobi. Preko družbenih medijev in spletnih platform je osebna identiteta bolj izpostavljena, bolj oblikovana in bolj merjena skozi angažiranost, všečke in javno potrditev. V takšnem kontekstu se je pojavil koncept radikalnega individualizma, kjer je poudarek odločitev in identitete bolj osredotočen na posameznika kot na skupnost. Po kulturnih študijah to še dodatno krepijo sodobni digitalni sistemi, ki zagotavljajo stalno povratno zanko pozornosti in primerjanja. Hkrati nekateri družinski in socialni raziskovalci preučujejo spremembe v strukturi gospodinjstev v različnih delih sveta.
Zaradi urbanizacije, migracij in ekonomskega pritiska postaja oblika družine vse bolj različna, obenem pa naraščajo dejavniki stresa, ki vplivajo na odnose znotraj doma. Na področju študij digitalne družbe se posebej poudarja vpliv stalne povezanosti. Po globalnih poročilih imajo pametni telefoni in platforme, ki jih poganjajo algoritmi, velik vpliv na razpon pozornosti, čustveno dobrobit in način oblikovanja mnenj ljudi. V nekaterih verskih in filozofskih interpretacijah so lastnosti, kot so osredotočenost nase, materializem in družbena razdrobljenost, včasih povezane s starimi moralnimi nauki kot odsev človeškega vedenja v različnih obdobjih. Vendar pa se z akademskega vidika na te pojave pogosteje gleda kot na produkt družbenih, ekonomskih in tehnoloških sprememb, kot pa na dobesedno izpolnitev prerokbe. Na splošno se sodobni čas še naprej preučuje kot obdobje, v katerem so tehnologija, kultura in človeško vedenje medsebojno povezani in njen vpliv postaja vse bolj viden zaradi hitrosti informacij in globalne povezanosti. Na splošno razprave o reki Evfrat, zgodovini Babilona in interpretacijah apokaliptičnih besedil kažejo, kako pomembno je pravilno ločevanje dokazov, interpretacij in prepričanj. Z vidika zgodovinarjev in arheologov Evfrat ostaja pomembna reka pri proučevanju starodavnih civilizacij in sodobnih geopolitičnih vprašanj. Spremembe v njeni vodni gladini je bolje pojasniti s podnebnimi spremembami, jezovnimi sistemi in regionalnim upravljanjem z vodo, kot pa z nadnaravnimi razlagami, ki krožijo po spletu. Po drugi strani pa verska besedila, ki so pogosto povezana s takšnimi temami, še naprej dajejo simbolni pomen za mnoge ljudi. Po mnenju bibličnih strokovnjakov, apokaliptična besedila običajno uporabljajo podobe in simboliko za izražanje moralnih in duhovnih sporočil svojega časa, ne pa kot natančne znanstvene napovedi sodobnih dogodkov. V sodobnem svetu je vpliv informacij še močnejši zaradi družbenih omrežij in digitalnih platform. Novice, govorice in interpretacije se hitro širijo, zato postaja kritično razmišljanje in preverjanje virov pomembno, preden sprejmemo kakršnekoli senzacionalne trditve. Na koncu je pravi pomen takšnih vprašanj ne le v tem, kaj se je dobesedno zgodilo ali bo zgodilo, temveč v tem, kako razumemo povezavo med zgodovino, vero in sedanjo resničnostjo. Evfrat, tako kot številni simboli v zgodovini, ostaja opomnik na globjo povezanost človeka z naravo, kulturo in prepričanji.